Hvala. To se boste vi dve podajali, ne? Dobro. Dober večer želim v imenu Kulturnega centra Lojze Bratuš in Krožka za družbena politična vprašanja Anton Gregorčič. Nocojšnje srečanje pod Lepami je osredotočeno na slovenščino v slovenskih šolah naših. Pozdravimo goste, profesorico Marijo Kostnapfelj, profesorico Majo Melinc, pa profesor Adrijan Pahor. Vodil bo večer časnikar Julijan Čavdek. Tako, prijetno poslušanje. Pustim besedo Julči. Hvala lepa, dober večer tudi z moje strani. Upam, da bomo to speljali, ker smo vsi malo tako več ali manj pod kakšno gripo ali kašljem, bomo stisnili zobe, da bo šlo, ne. Sicer nobeden še iz srečanj pod Lipami ni umrl, tako da zaenkrat imamo 100% preživetje. Se vam zahvaljujem vsem trem, da ste sprejeli naše povabilo. Smo kakšen dan pred glavnim slovenskim praznikom, to je Dnevom slovenske kulture, ko se spominjamo na Franceta Prešerna in tudi o pomenu našega jezika slovenščine, ki je med glavnimi, če ne glavni, najpomembnejši predmet naših slovenskih šol. Tako da v naši sredi pozdravljam Adrijana Pahora, dajem tebi prednost, ker si v manjšini, čeprav bi bilo bolj pravilno, da bi začel z ženskami, ampak Adrijan Pahor, profesor slovenščine in zgodovine na Licejskem polu v Gorici, poučuje pa že več kot 35 let, tako da ima veliko izkušnje v poučevanju tega predmeta. Profesorica Maja Melinc, nekoliko manjši staž, recimo okrog 10 let, ima pa zelo visoko izobrazbo, ker je v kratkem pred kakšnim dnevom ali ne, mislim, pred kakšnim mesecem je postala doktor znanosti prav v slovenskem jeziku in na enem področju, ki je posebno zanimivo za nas, zato ker se je sicer zdaj točnega naslova se nisem zapomnil, ampak obravnavala je slovenski jezik v povezovanju z narodno identiteto. Zdaj, če nisem prav točno povedal, dajte me popraviti. In pozdravljam še Marijo Kostnapfelj, profesorico slovenščine in zgodovine na Zavodu Žiga Zois tukaj v Gorici. Tudi ona več kot 30 let že poučuje na slovenskih šolah, sicer doma s Tržaškega. Bi začeli kar s prvim vprašanjem in sicer s profesorico Melinc. Kako ocenjujete poznavanje slovenskega jezika med dijakinjami in dijaki na slovenskih šolah? Dober večer, lepo pozdravljeni. Jaz moram že uvodoma povedati, da sem zelo počaščena, da sem danes tukaj v takšni družbi med dvema dolgoletnima profesorjema, izkušenima. Jaz bom povedala svoj vidik, kako jaz vidim to okolje in skratka, kakšen je slovenski jezik med dijaki. Ena stvar, ki me odvedno fascinira, odkar sem v stiku, kar spoznavam, to okolje je res bogato literarno zgodovinsko znanje in tudi zanimanje za zgodovino. Pustimo to, da mogoče splošno pogovorni jezik bi se dalo izboljšati. O tem bom še spregovorila. Opažam recimo, da knjižni jezik v pisnih izdelkih je zadovoljiv, Razredi so sicer zelo heterogeni, opazno je, kateri dijak prihaja iz slovenske družine, mešane oziroma povsem italijanske, to se v pisnih izdelkih opazi. Ampak recimo splošno gledano je knjižni jezik zadovoljiv. Potem druga stran je narečni jezik, ki je identitetni jezik, ki ga dijaki takoj preklopijo v narečni jezik. Manjka pa tisti splošno sporazumevalni, torej jezik splošnega sporazumevanja v kakršnemkoli okolju. To pa opazno primanjkuje. Vidim, da pa takrat takoj
Opazni so kalki, takoj se kaže manjko jezika. Vedeti moramo, da je jezik živ organizem, torej dnevno se spreminja. Zdaj, trenutno je ravno izšel nov slovar slovenskega knjižnega jezika, vsebuje 6400 gesel, novih gesel, tudi slovar novejšega slovenskega besedja obstaja, ne? Torej, neologizmi, nekdaj neologizmi so zdaj prehajajo v jezik in izpodrinjajo nekatero izrazje, ki ga pa pri dijakih še vedno, ki ga opažam, no. Skratka, ta praktično sporazumevalni jezik je tisti, ki manjka. Je pa zelo močno poznavanje literarne zgodovine, ampak mislim, da je poznavanje literarne zgodovine v tem prostoru ključno. Zakaj? Ker gre za spodbujanje preko tega, umeščanje literature v kontekst, do spodbujanja narodne pripadnosti in posledično lahko tudi narodne zavesti. To pa je ključno za slovensko skupnost. V tem smislu, se mogoče bom potem nadaljevala še to misel. Hvala lepa. Ja, sem rekel, povabim tudi, da če imata druga dva tukaj sogovornika, kaj lahko kar prosto dodata, tako da nismo tako formalni in striktni. Profesorica Kostnapelj, koliko se pozna, da študentje in študentke uporabljajo slovenski jezik tudi v vsakdanjem življenju? Ja, torej, kot je povedala, najprej se tudi jaz zahvalim za povabilo in kot je povedala kolegica, nekateri dijaki uporabljajo slovenščino v šoli, samo v šoli, drugi dijaki uporabljajo slovenščino tudi doma, tretji prehajajo z enega jezika na drugega in dejansko bodisi kalki, bodisi celotna struktura je včasih pri pogovornem jeziku italijanska, kar predstavlja za ta jezik in tudi za njegov razvoj velikansko nevarnost, veliko nevarnost. Recimo, je med šolsko populacijo tudi veliko takih, ki doma sploh ne spregovorijo v slovenskem jeziku. Zdaj, verjetno se naša dva zavoda nekoliko razlikujeta, tudi po usmerjenosti in tudi po zanimanju dijakov, ki se vpisujejo k nam oziroma k vam. Vendar moram povedati, da se strinjam s kolegico, da tudi pri nas obstaja veliko zanimanje za literarno ustvarjanje, za pesnike, za pisatelje, zelo radi poslušajo in tako dalje, imajo pa potem težave v izražanju. Seveda, tudi jezik ni omejen samo na dom in na šolo, so tukaj tudi družbena omrežja, na katerih presedijo naši dijaki kar lepo veliko časa in jim ta družbena omrežja imajo poseben jezikovni kod, v katerem se sporazumevajo. Gre za neke vrste radikalizacijo njihovega sporazumevalnega jezika, ki je že itak drugačen od tistega, recimo se razlikuje od tistega v Sloveniji. In včasih je meja med jezikom, ki bi ga morali v vsakdanjih okoliščinah uporabljati in med tem kodom, ki ga uporabljajo recimo pri nekaterih sporočilih in podobnem, je zelo zabrisana. Tako, tudi jaz zdaj samo to, potem bomo nadaljevali, če potreba. Profesor Pahor, kako ocenjujete sedanje metode poučevanja slovenščine? Ali zadovoljujejo potrebam? Dober večer in hvala za povabilo. Torej, glede metod, če se spomnim, kako smo mi študirali na liceju Franci Prešeren pred leti, torej niti si ne upam zazreti nazaj v čas, kdaj je to bilo. Torej, so se bistveno spremenile. V bistvu se danes dijakom ponuja snov na različne načine, imamo svetlobne table, imamo grafoskope, imamo res zelo pester način podajanja, še posebno književnosti oziroma tudi literature. Zdaj, recimo, da se je ta metodologija bistveno spremenila od trenutka, ko nam je univerza, še posebno ljubljanska, začela ponujati neke ustaljene vzorce, po katerih naj bi mi to literaturo interpretirali na način, ki ga ponujajo strokovnjaki sami. Torej, manjka tista izkušnja
izkušnja branja, oziroma tisti element, ki je po mojem bil včasih zelo spodbojevalen. Recimo, profesor je prebral knjigo in navdušil dijake s svojo bralno izkušnjo. Danes dijakom predstavimo knjige, v katerih so že izdelani vzorci, dijakom ponudimo že bralno oziroma interpretacijo samega odlomka in nekako vsilimo tisto, kar. Po drugi strani moram reči, da so marsikateri dijaki navdušeni nad branjem, torej gotovo, da jaz tega, kar sem zdaj povedal, ne apliciram na 100%, ampak pustim njim svobodo pri interpretaciji in tudi nekako svetujem določeno branje in jih usmerjam v to bralno izkušnjo in moram reči, da so mi hvaležni in da je zelo, zelo odvisno od vsakega posameznika, koliko posamezne dijake navduši za branje. Tako da prva spodbuda je bila ta domači krog, potem tudi seveda posamezni profesori. Zdaj, kar se tiče še metode, o kateri si spraševal, opažam, da je za dijake zelo pomembna ta vizualna metoda. To so dijaki, ki so zrasli z digitalno tehnologijo. Torej, njim ostaje v spominu predvsem to, kar vidijo. Se pravi, tudi pri slovenščini, ne samo pri zgodovini, jaz si zelo pomagam svetovno tablo, ker kar oni vidijo, kar berejo na tabli, to si zapomnijo. Imajo izjemno vizualno percepcijo. Torej, to, kar berejo, to, kar vidijo, tudi če je slika povezana z avtorjem, tudi če vidijo sliko avtorja, je to zanje, kot da bi memorizirali v hard disku. Hvala lepa. Profesor Zamelinc, smatrate po vaših izkušnjah, ocenjujete, da dijaki, dijakinje, ki se upisujejo, ki izberejo slovensko šolo, imajo zadostno, zadovoljivo znanje slovenščine? Ja, tukaj pa spet potrebno omeniti ta heterogene razrede in sicer na eni strani dijake z izvrstnim znanjem, v smislu, da se goji tudi doma kultura branja in je znanje in slovenščina kot taka vrednota. Kar nekaj je takih, ki res dajo zalet profesorju pri poučevanju. Potem pa so res na drugi strani taki dijaki, ki prihajajo z zelo slabim znanjem slovenščine, rekli bi lahko celo na ravni slovenščine kot drugega ali tujega jezika. To so dijaki iz povsem italijanskih družin. Ampak, če primerjamo, potem so pa recimo taki, kjer imajo zelo močno ukoreninjeno narečje. In pri teh je težje gojiti knjižni jezik, kar nekaj takih je primerov, kot pri takih dijakih, ki prihajajo iz italijanskih družin in se slovenščine učijo od začetka. Govorim o strukturi povedi, strukturi popolnoma na novo privzgojeni strukturi povedi. Torej, ja, razlike so precejšnje in to je učiteljem velik izziv. Ampak mi vsi prihajamo iz višjih srednjih šol in dobimo dobre dijake, a ne? Večje težave se pojavljajo na nižjih srednjih šolah. Po podatkih Slorija naj bi bil vpis tak, 30% dijakov iz neslovenskih družin, 45% mešanih in 25% slovenskih družin. Mešanih, torej eden od staršev Slovenec, drugi ne. Torej, ja, to se precej pozna. Mislim, da dolgoletna profesorja to vidva še to bolj opažata. Je pa taka situacija dejansko vedno bolj tudi v Sloveniji. In je Ministrstvo za šolstvo omogočilo učitelje kot učno pomoč takim dijakom priseljencem. Torej, je en tak nek vzgib, da bi se tudi na prehodu iz nižje v višjo srednjo šolo nudilo kakšen tečaj tem dijakom, da bi lažje začeli na takšnem nivoju, kot ga sicer ostali zmorejo. Hvala lepa. In še vprašanje, ki je povezano s tem, kar ste ravno vi povedali, profesor Kosnapelj, ali se usklajujete oziroma šole, nižja, srednja, se usklajuje glede recimo slovenščine z višjo šolo ali
potekajo kakšni taki izmenjava mnenj, kakšna taka izmenjava mnenj o tem, kakšne so recimo zahteve višje šole glede znanja slovenskega jezika napram tem obveznemu delu šolanja. Torej, usklajevanje poteka na osebni ravni v glavnem. Usklajevanja med nižjo srednjo šolo in višjo srednjo šolo je malo. Med osnovno, če sem prav razumela, sama sicer ne poznam situacije, med osnovno in nižjo srednjo šolo je malo več usklajevanja. Ampak meni se ta stvar zdi precej razumljiva. Zato, ker jaz občutim, zelo močno občutim pomanjkanje neke skupne strategije in to ni samo stvar našega usklajevanja, ampak čutim pomanjkanje nekega, recimo neke vizije, ki bi bila skupna, nekega osnovnega hrbtišča, na katerega se šola lahko nasloni, zato da lahko gledamo naprej. Ker po eni strani je značilno za celotno našo narodno skupnost, da smo nekje okosteneli ali oleseneli v neki narodno-obrambni drži, ki je nekoliko zastarela, ampak recimo po drugi strani je zelo pomembno, da gojimo narodno zavest in torej emocionalno držo do jezika. To je druga stvar, ki mora biti pa bolj nekje prilagojena današnjemu času, prav gotovo. To je ena stran, recimo naše skupnosti, če zelo poenostavljam. Druga stran pa gre v drugi ekstrem, kjer tvega, da učenje jezika postane samo učenje jezika, to se pravi, da postane slovenščina kot neke vrste tuji jezik, ki se ga dijaki pač priučijo kot vsakega drugega tujega jezika, brez kakega emocionalnega naboja in tako dalje in tako dalje. Ne? Tako, jaz mislim dejansko, da bi morali mi se med seboj izmeniti in skušati odpraviti te stvari. Nekaj rešitev so tečaji, ki bi omogočali tistim, ki niso slovensko govoreči dijaki ali ki prihajajo iz italijanskega ali mešanega, narodnostnega mešanega okolja, da se nekje pripravijo na prehode. In to bi morali začeti že zelo zgodaj. Prav tako bi morali nekje iti za tem, da vzgajamo emocionalen odnos do jezika pri otrocih. Druga stvar, ki jo ne smemo pozabiti, je prav tako odprtost do Slovenije. Jezik, kot je povedala tudi kolegica, ni nekaj okostenelega, nekaj fiksnega, ampak se spreminja, je živ organizem in kot tak potrebuje pretok, potrebuje recimo zrak, kisik potrebuje. Zato bi bilo treba verjetno pospeševati stike s Slovenijo. Nekaj jih imamo, ampak to poteka samo na neki individualni skoraj ravni, na ravni kratkih projektov. Ta projekt bi moral biti dolgotrajen in bi moral biti stvar celotne slovenske skupnosti, če želimo na nek način preživeti. To je moje mnenje in tudi ta dolgoročna strategija zahteva tudi denar, ker je treba vlagati v tečaje, je treba vlagati v gostovanja, ne vem, v enotedenski tečaj v Sloveniji, 6-letno šolanje, letos imam izkušnje z dijakinjami, ki so zelo zadovoljne v Sloveniji. In ta denar, po mojem, bi se morda tudi dal dobiti s tem, da bi bili računi v slovenski recimo družbi nekoliko bolj transparentni. To se pravi, da denar, ki prihaja, ki je namenjen slovenski manjšini, verjetno z nekoliko bolj transparentnimi zadevami, bi kaj ostalo tudi za šolo, ker ne moramo računati samo na italijansko šolo, da nam pomaga. Hvala lepa. Profesor Adrian Pahor, glede na zdaj to vprašanje usklajenosti med nižjo in višjo šolo, ena stvar me zanima. Po vašem mnenju, tudi glede na to, kar je povedala profesorica Kosnapel, je slovenščine, slovenskega predmeta dovolj v tem danes, ali bi bilo treba recimo te ure zvečati ali jih prilagoditi na kakšen način? Torej, jaz moram tukaj precizirati oziroma poudariti, da sem že odkar pomnim torej
kar se tiče moje kariere na šoli, v trieniju, se pravi učim ne samo zadnje razrede, ampak celo samo četrte in pete že kar nekaj let, torej dobim v bistvu, če lahko tako rečem, smetano dijakov, ne, kot je rekla tukaj kolegica Melinčeva, ne. Vse ostalo opravijo moji kolegi v bijenju, nekateri seveda bolj, nekateri manj strogo, tako da nekateri dijaki tudi prej odpadejo in jaz res operiram z res dobrimi dijaki. Moram reči, da imam že nekaj let same briljantne dijake in potem s časom, če že niso, ne, tudi to postanejo. Tako da je bistvena razlika med bijenjem in trijenjem. V bijenju je koncentracija ur, torej nekje omejena oziroma predvsem predvidena za jezikovni pouk, medtem ko se v višjih razredih obravnava literatura in kvečjemu se dodeli kako uro jezikovnim problemom, če ti nastanejo, da se potem to rešuje sproti. Recimo, konkretno je to največji problem kako opismenjevanje ali pa funkcionalna pismenost dijakov, ki je res šibka, ker se ne učijo oziroma ker ne znajo sestavljati vzorce oziroma še take. Če se torej omejim na vprašanje, ur je dovolj, vprašanje je, kako so izkoriščene, ne samo, da jih je dovolj, imamo kot šola 55-minutno uro, kar pomeni 10 minut več, kot jo imajo skoraj vse evropske šole. To se pravi, če je profesor kvaliteten in izkoristi vso minutažo, lahko v eni uri naredi ogromno. In to se tudi pozna, tako da jaz ne bi povečeval ur slovenščine, bolj bi tu poudaril pomembnost tistega, kar delajo kolegi pri ostalih predmetih. Torej, jaz že več let trdim, da pouk slovenščine ne bi smel biti zreduciran samo na pouk slovenščine kot predmeta, oziroma da bi pravilno slovenščino slišali samo strani profesorja slovenščine, ampak da bi morali pravilno slovensko govoriti tudi ostali kolegi, ne glede, če govorijo, oziroma če poučujejo biologijo, matematiko in tako naprej. So nekateri kolegi, ki jih moram tu tudi izrecno pohvaliti, zelo nekje na visoki strokovni ravni, kar se tiče obvladanja jezika, in to se tudi pozna in res dijaki nasplošno obvladajo tudi bolje slovenščino kot pri tistih predmetih, no, in pri tistih smereh, kjer kolegi premalo poudarjajo pomen znanja slovenščine. Ne samo, in s tem bi zaključil ta odgovor na to vprašanje. Slovenščina bi morala biti ocenjena tudi pri tistih predmetih, kjer ni izrecno slovenščina ocenjena kot jezik, oziroma kot poznavanje literature. Recimo, če nekdo piše test iz zgodovine, test iz biologije, tam navsezadnje lahko profesor opozori na določene napake in dijaka, torej tudi glede samega poznavanja slovenščine ocenjene. Hvala lepa. Profesor Melinc, družine, ki upisujejo dijake in dijakinje na slovenske višje šole v Gorici, se po vaše zanimajo za slovenski jezik ali vidite, da je mogoče več pozornosti na znanju recimo predmetov, ki se tičejo tiste šole, recimo kakšnih znanstvenih ali kakšne grščine, kakšne latinščine, ali je ta tudi pri starših ena zavest, da se otrok nauči tudi dobro slovensko govoriti? Slovenščina je pomemben predmet in mislim, da dobro poznavanje slovenščine marsikaterega dijaka reši tudi pri drugem predmetu, da se lahko obrne vprašanje oziroma v svoj prid. Moram pa tukaj omeniti, starši se seveda prvenstveno zanimajo za tiste predmete, kjer ima dijak težave oziroma je zelo uspešen. Slovenščina je pa vedno poleg. Moram tukaj omeniti to, da z velikim občudovanjem opazujem svoje dijake, ki obvladajo oba jezika, nekateri še celo več, kako hitro
so sposobni hitrejšega dojemanja, tudi pri pouku latinščine, pri pouku grščine. Prejšnjo leto je bila ustanoviteljica Centra za večjezičnost Antonela Sorače, je imela predavanje ravno o tem, kako dvojezični govorci hitreje osvajajo kognitivno nove strukture jezika, in pri svojih dijakih to vsakodnevno opažam, kako hitri so, morda tudi zaradi tega. Torej ja, slovenščina kot predmet je vedno stvar zanimanja staršev, ki prihajajo. Profesor Kosnapvelj, vprašanje, še posebno, ker vi učite na tehničnem polu in je mogoče to bolj zanimivo, je zanimivo vprašanje, ne? Ali dijaki in dijakinje dovolj berejo? Ja, tako bom rekla. Ker postavim vprašanje zanimivo, zato ker naj bi bilo, ne, da tisti, ki so pridni bralci, so tisti bolj na liceju, ampak tako. recimo, da morda se dobijo pridni bralci tudi pri vas. Ja, seveda, jih dobimo. Jaz mislim, da širjenje bralne kulture je eden izmed temeljnih ciljev, ne, književne vzgoje, in torej kot tak ni nujno, pravzaprav ni vezan samo na bralno ugodje. Kar pomeni, da jaz recimo si ne morem izbirati samo avtorjev, ki so mi všeč ali ki so mi recimo tako me zabavajo in tako dalje, ker s tem enostavno ne rasem. Ne. Zdaj, branje je neka kontinuirana dejavnost, kar pomeni, da traja v času in mi zorimo, rasemo z branjem, se poglobimo, kar je tudi zelo pomembno, se poglobimo v razmišljanje nekoga drugega, gledamo na svet z njegovega gledišča, kar pomeni, da usvojimo cel kup nekih novih kompetenc z branjem. Poleg tega, da osvojimo tudi jezikovno kompetenco, ne, različne novo rabo jezika, odvisno od sodobnosti, če beremo recimo avtorje starejše ali pa sodobne avtorje, in vse to nam pomaga, da imamo širši manevrski prostor. Zdaj, nekateri dijaki radi berejo, ampak recimo jih je treba dejansko vzgajati k temu, s tem, da se bere določena besedila in da se jim pomaga, ne, da se jim razloži, in potem se tudi nekateri dijaki navdušijo nad tem. Drugi dijaki imajo hude težave, tudi nekateri jih imajo verjetno, ne vem, jaz po svoji izkušnji in opazujem nekatere dijake, ki so prav v zvezi z družbenimi omrežji zasvojeni in torej imajo težave s koncentracijo. Zaradi teh težav, ker je branje neka kontinuirana dejavnost, včasih imajo težave nadaljevati, recimo vztrajati pri branju, se hitro naveličajo in tako dalje. Ampak seveda ne morem posploševati. Hvala lepa. Profesor Pahor, katere sodobne avtorje bi vi ali že svetujete ali bi vsekakor svetovali, recimo kot slovensko čtivo? Torej, deloma se lahko navežem na to, kar je rekla kolegica Kosnapvelj. Torej, problem je tu predvsem tega bralnega ugodja. Ne? Dijaki se koncentrirajo predvsem na to. Če že moram brati, naj vsaj berem nekaj, kar me bo zabavalo. Medtem ko je serija klasikov, ki jih morajo prebrati, in nekateri kolegi jih tudi prisilijo k temu in se upirajo, ampak to je recimo pogoj. Zdaj, že vrsto let so se pritoževali, da slovenska literatura zdaleč ni tako zanimiva in tako pestra, tako navdušujoča kot italijanska ali druge literature, in so radi brali tujo in me spraševali, če lahko berijo raje tuje avtorje kot slovenske. Zdaj, recimo, zanimiv fenomen se je pripetil prav letos o priložnosti tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ko so imeli dva dokaj zahtevna teksta, ki nista nudila toliko branih užitkov, ampak predvsem razglabljanje, poglabljanje v to orientalsko filozofijo, recimo govorimo o Flisarjevem Čarovnikovem vajencu, oziroma tudi ljubezen Marjana Rožanca, ki je sprožila v njih neko zanimanje za polpreteklo zgodovino, se pravi Drugo svetovno vojno, in avtorja Rožanca, ki je bil
kot mlad fant udeleženec te morije oziroma te situacije, te okupirane Ljubljane, tako da me je presenetilo, ko so potem to delo brali in o njem pisali, poročali, da so bili dokaj navdušeni in nekateri celo entuzijasti. Tako da moram reči, da se ta bralna kultura med dijaki širi, seveda morajo dobiti pravo usmeritev oziroma reklamo, s tem jih navdušimo mi. Gotovo, da tudi med slovenskimi pisci obstajajo boljši in slabši. Tu je tudi seveda zelo subjektivna izbira samega profesorja, seveda so meni lahko všeč teksti, ki kolegici niso ali pa so dijaku bliže in ne kakemu drugemu dijaku. Torej, vsekakor, če govorimo o kvaliteti kakega Rebule, Rožanca, seveda tu ne moramo diskutirati, ampak če bi pa skušali kombinirati lep jezik po eni strani, zgodbo, fabulo, neko razgibano, torej zgodovinsko ali celo aktualno zgodbo, potem, ne vem, bi jim svetoval Karlovška, bi jim svetoval Virka ali pa recimo Flisarja, ki je tudi prispeval, da se iz te trivialne književnosti v bistvu ta njegova literatura povzdigne na zelo visoko raven, pa recimo Tomšiča in še koga drugega, da ne bom tukaj našteval. Hvala lepa. Še eno vprašanje za profesorico Kostapfelj, oprostite, sem hotel vedeti, ste nekaj oba že nekaj omenila, ampak kaj več izbirajo dijaki? Avtorje tuje v prevodu ali jih zanimajo prav slovenski avtorji? Oziroma, katera je ta eno sorazmerje? Ja, torej dijake recimo meče prevodna književnost, to pa zato, ker imajo lažji dostop do nje, tudi je boljše nekje reklamizirana, vendar pa jaz mislim prav s primerno predstavitvijo nekega avtorja, potem dosežemo to, da vzljubijo tega avtorja. Mi smo letos uvedli, jaz moram oprostiti, ampak ne moram. Se opravičujem. Mi smo letos uvedli, pravzaprav že lansko leto, šolsko branje. Prav zaradi tega, da jih navajamo na, tega nismo imeli celo vrsto let, pravzaprav smo imeli v bijenju, potem pa ne več. Zdaj sem uvedla branje tudi v višje razrede in vidim, da se je obneslo. Letos beremo v 4. razredu, na primer, beremo Jančarja, oprostite, in To noč sem jo videl, in so dijaki navdušeni. Spoznavajo sodoben, živ jezik, spoznavajo pa tudi prav to obdobje druge svetovne vojne, zapletenost, spoznavajo več pripovedovalcev, strukturo knjige. To je nekaj zelo lepega, ker so navdušeni. Zdaj, seveda, če bodo sami potem segli po knjigi, to je dolgoročna stvar, to je pot, ki je dolga. V nekem drugem razredu, na primer, beremo Bartola, ki sicer ni sodoben avtor, ampak ima zelo aktualno tematiko in torej jih stvar zelo, zelo zanima. Tako da bom rekla, da je odvisno malo tudi od nas, kakor je rekel profesor Pahor, kako znamo približati dijakom to tematiko in kako jih nekje peljemo po poti, seveda. Da bi začeli sami brati, potem to je velik dosežek, da postanejo kritični, motivirani bralci, predvsem, kar je zelo pomembno. Po mojem je stvar rasti. Profesorica Melinc, po vašem mnenju, ali razpolagate vi kot profesori z znanstveno obdelanimi študiji, ki ugotavljajo poznavanje slovenskega jezika med šolsko populacijo in katere so, če lahko tudi navedete? Teh raziskav je kar nekaj. Tukaj prednjači predvsem Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta,
Konkretno, recimo en zanimiv podatek Suzane Pertrot je, da maturant recimo ob koncu mature pozna 61.800 slovenskih besed in 53.000 besed v italijanščini. Zanimiv podatek recimo. Potem eno raziskavo sem delala tudi sama in sicer v kateri sem izvedela, da 30%, zdaj vas malo statistične podatke, 30% dijakov pozna zvrsti slovenskega jezika. Označuje, da najbolje pozna zvrsti slovenskega jezika. 15% pravi, da najbolje pozna zvrsti italijanskega jezika. 55% pa pravi, da neko mešanico, torej slovensko in italijansko besedje. Ja, zanimiv je podatek, da o izboru literature dijaki radi berejo v slovenščini, hkrati pa, ko jih vprašamo, kaj pa berete med počitnicami, branje za dušo, za užitek, pa recimo, to je bila tudi raziskava narejena, kar 41% pravi, da izbere knjigo v italijanščini. Kje so vzroki za to? Med šolskim delom brez težav preberejo obvezno čtivo. Ni nekih težav pri razumevanju. Jaz sama nimam takih izkušenj, da bi bile prav težave pri razumevanju. Gre pa za bralski užitek, pa izbere kar takšen odstotek dijakov, recimo kar velik odstotek knjige v italijanščini. Spet imamo na drugi strani izjemne poznavalce slovenske literature in to ne prevodne literature, ampak slovenske literature, besedil v slovenščini in tudi poznavalce novejših del zamejskih avtorjev. Tako da ja, v razredu imamo tudi zelo dobro kulturno in jezikovno razgledane dijake. Ta kontrast se precej pozna v razredih. Jaz bi samo še nekaj dodal, kar je kolegica, recimo, da naši dijaki res radi pišejo oziroma se radi ukvarjajo z literaturo in tudi na maturi izbirajo predvsem literarne naslove oziroma interpretacije, analize. In zanimiva izkušnja, ki sem jo imel v Trstu na tehnični šoli, kjer je sicer kolegica zelo kvalitetna profesorica slovenščine in sem pričakoval, da bodo izbrali naslove iz področja tehnike, znanosti in tako dalje. Tako so izbrali odlomek iz Rebulovega romana Vsebine na vetru, to se pravi najtežji Rebulov roman. Interpretirali odlomek, ki ga niso poznali, dela, ki ga niso prebrali. So prebrali sicer neko drugo Rebulovo delo, Senčni ples, ampak uspešno izvedli celotno nalogo, ki so jo morali in tudi pisali pozitivno, ker se očitno v tem interpretiranju oziroma analiziranju besedila znajdejo, ker torej že poznajo določene vzorce in ker so jim ti domači. Hvala lepa, profesorica Kosnapfelj. Vprašanje, katero področje pri učenju slovenskega jezika je za dijake najbolj zahtevno? Ja, to je težko vprašanje, ker je odvisno od nagnjenja, je odvisno od vzgoje, je odvisno od tega, recimo, koga je nekdo imel za profesorja, je odvisno. Odgovor ni, recimo, enoznačen. Vendar pa, vsaj mi se srečujemo, jaz mislim, da do neke mere tudi vi, vsaj v prvih razredih z nekaterimi dijaki, ki težko usvajajo recimo elemente celo najpreprostejšega pogovornega jezika in zanje je ta stvar zelo težka. Tako da imamo različno populacijo in mislim, da je ena stvar, ki jo je potrebno odpraviti, predvsem strah pred jezikom. S tem jaz ne mislim, da je potrebno, ne vem, odpraviti pravila, da ne poznajo tega, potrebno je to, potrebno je razvijanje metajezikovne zmožnosti, brez dvoma je potrebno vse to. Ob tem pa je treba biti pozoren, da
se nekje ne bojijo jezika in da z njim začnejo operirati in da z njim začnejo imeti nek kreativen odnos. Jaz sem imela včasih kako delavnico, recimo kreativnega pisanja in sem videla, kakšno zadoščenje so imeli, ko so odkrivali nove povezave v jeziku, nove povezave med besedami, ko je neka beseda imela nek drugačen podton, nekaj drugega je povedala in so videli, kako se da z jezikom. Torej, dejansko je jezik namreč, ga je potrebno uporabljati in se je treba dejansko rešiti tega strahu. Jezik tudi ne sme biti zazrt sam vase, ne? Nekako je potrebno ga odpirati, ga širiti, ker drugače izumre, ne? Drugače se skuha, ostaja vedno na isti ravni. Tako da mislim, da je treba razvijati tudi to kompetenco. Bi prosil vse za komentar za ostala dva. Se kar navezujem in povsem strinjam. Tukaj pri dijakih se predvsej opazi, da jezikovni purizem včasih v smislu, to je knjižna slovenščina, vse ostalo pa je nesprejemljivo. Naj se tudi jaz navežem na letošnje Cankarjevo tekmovanje. V naši knjigi, ki sem jo obravnavala z dijaki, je bilo precej balkanizmov in to je marsikoga odvrnilo. Torej, purizem v smislu čiste knjižne slovenščine, ampak sem danes že uvodoma povedala, da se jezik precej spreminja, da prihaja novo izrazje, ki ga nekateri dijaki tudi nočejo sprejeti, oziroma počasi sprejemajo, tako bom rekla. Torej, Katero je bilo, ki je področje najtežje? Najtežje. Če je to slovnica, besedni red? Ja, zagotovo besedni red je tisto področje, kjer potem povratno svojilni zaimki, recimo, ampak konkretno opažam, da besedje samo, marsikatero besedišče ni več v rabi oziroma raba zamira. Recimo, če navedem neke konkretne primere, ker smo se ravno danes o tem z dijaki pogovarjali. Prenese oče nekaj na svoje sinove, pa s tem misli dekleta infante, a ne? Torej na svoje otroke, recimo, to je že zaznamovana raba, ali pa mladeniči, to so mladina, mladi ljudje, mladeniči že postaja zaznamovan, čustveno zaznamovan izraz. In tega je kar nekaj, ne? To je težko kar na hitro odpraviti. Res je potrebna ta živa raba, čim več. Literatura nudi največ, ampak je treba kar precej veliko prebrati, da osvojimo to besedje. Neka bližnica je jezik medijev, torej časopisni članki, radio, televizija, za osvajanje praktično sporazumevalnega živega jezika. Seveda pa literatura nudi identifikacijo, razmislek o identiteti, vse druge note, ki jih drugi viri ne morejo. Ampak za konkretno praktično sporazumevalni, izboljšavo praktično sporazumevalnega jezika, pa gre za praktično rabo. Ampak kje imajo dijaki možnost praktične rabe? Torej pri pouku učitelji, torej tukaj je vloga ne le na učiteljih slovenščine, ampak na vseh profesorjih na šoli, o tem smo že govorili. Namreč prihaja do težav, da nimajo ustreznega strokovnega izrazja včasih. Nekateri profesorji to delo odlično opravljajo, spet drugje pa mogoče bodo težave na prehodu na univerzo, ker kakšno besedje, ker ne bodo imeli zadostnega izrazja za določeno stroko terminov. Torej, predvsem raba jezika, v praktično sporazumevalnih, v različnih okoljih, tudi izvenšolskih dejavnostih. Ja, potrjujem to, kar je izjavila kolegica, torej pri mojih dijakih je najtežje kreativno pisanje, ne? Torej, če jim dam karkoli v šolski nalogi ali recimo za domače delo
da morajo res nekaj napisati ex novo in to v knjižnem oziroma knjižno-pogovornem jeziku. Se pravi, nekaj, kar morajo ustvariti sami, je to še posebno za tiste dijake, ki so iz mešanih družin ali celo samo italijanskih, seveda najtežja naloga. Če je analiza, interpretacija teksta že laže, ker imajo določeno vedenje o teh strukturah oziroma načinih interpretacije, gotovo lažje, če mora nekaj ustvariti, seveda je to zanje prehud zalogaj, ker morajo dejansko sestaviti celotno strukturo naloge sami. Tukaj je seveda potem tudi vprašanje slovnice, vprašanje jezika in pravilnosti in tu naletijo ponovadi največje težave, še posebno tisti, ki so jezikovno šibkejši. Hvala lepa. Ostanimo kar pri vas, profesor Pahor. Če lahko poveste, kako se vi kot profesori izobražujete, kakšne sami ali pa tečaje, kako izbirate načine, da bi potem učenje slovenskega jezika, slovenske književnosti posredovali vašim dijakom? Ja, to je seveda spet odvisno vsakega posameznika in njegove iniciative. Vsekakor imamo profesori na voljo več načinov, torej kot najprej bi omenil samo izobraževanje, torej vsak izmed nas verjetno doma marsikaj postori zase, veliko po vsej verjetnosti bere, ne samo dnevno časopise, ampak tudi vsakršno literaturo. Zdaj, slediti literaturi je praktično nemogoče, torej univerzitetni profesori sami, ki se s tem ukvarjajo strokovno, pravijo, da ne morejo slediti trenutni literarni produkciji in nekako zaostajajo za tem, torej ne uspejo brati vsega tega, kar je danes na knjižnih policah. Pa recimo v našem malem beremo in skušamo nekako slediti temu, kar se publicira. Potem imamo seminarije organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, torej imamo seminar v začetku šolskega leta, ki je kvaliteten, torej kolegica Duhovnikova poskrbi res za kvalitet, se trudi v tem smislu, da nam nudi res najboljše možnosti. Potem, lani med letom smo imeli 2 zelo kvalitetna seminarja o kompetencah, ki je imela doktorica Sentočnik, potem spet tečaj knjižne vzgoje, ki je imela doktorica Starc z Koprskega, potem seveda lahko izbiramo razne spopolnjevanje tečaje v Ljubljani in drugje po Sloveniji, ki jih organizira zavod. Imamo cel seznam seminarjev, ki se jih lahko držimo in tako, torej to bi rekel. Enoletno seveda šolanje v Ljubljani, torej smo vsi izkoristili tisti, ki smo imeli to možnost. In pa seveda se udeležujemo tudi takih srečanj in večerov, kot je ta današnji, torej da si izmenjujemo informacije in sledimo predstavitvam knjig in Hvala lepo za pohvalo. Posvetimo se še trenutek temi slovenski jezik kot vrednota. Nekaj je bilo že o tem rečeno. Profesor Zamelinc, iz vaše izkušnje je za dijake, dijakinje danes, ki obiskujejo slovenske šole, jezik oziroma slovenščina vrednota ali samo sredstvo za medsebojno sporazumevanje? Pri večini dijakov absolutno vrednota, to vsi je iz njih, mogoče tudi velik vpliv ima zagotovo tudi družina, kulturna ozaveščenost, narodna pripadnost, skratka v veselje jih je gledati. Tudi to, kar sem že prej omenila, ta jezikovni purizem, ravno iz tega izhaja, ampak to mi je v veselje opazovati. Ja, seveda so na drugi strani dijaki, kjer je jezik sporazumevanja, torej dijaki prvenstveno iz italijanskih družin, ampak mislim, da učitelji in okolje samo privede do tega,
da postaja in da je jezik vrednota, torej ta v smislu ohranjanja skupnosti, ne nazadnje tudi njihova udeležba na proslavah, na kulturnih dogodkih odraža to njihovo miselnost. Torej, absolutno se goji in se vidi to. Binom jezik, narodna zavest. Katero težo ima v učenju slovenskega jezika? Kako ocenjujete vi? Po mojem mnenju ima težo in to kar veliko težo. Recimo, da seveda je treba poiskati nek zlati rez, ne, med tem, kar je naša preteklost in med tem, kar je sedanjost in kar je najbolj napotnica, recimo za jutri. Seveda je tudi to res, da nekdo se lahko nauči perfektno slovensko, ampak kot recimo se naučimo tujega jezika, ampak to ni to, ne. Recimo, da je potrebno tole narodno zavest, po mojem mnenju, vzgajati in to je treba začeti že zelo, zelo zgodaj, ker otroci, po mojem, že ko so majhni, gledajo določene, pijejo določene situacije in določene vzorce, prav dobesedno jih pijejo in potem usvajajo neko vedenje, ki ga potem tudi ko odrasejo imajo. Naprimer, če je družba ljudi, ki nas je 10, 2 sta Italijana, se pogovarjamo v italijanščini, mi dajemo nek napačen signal. In s tem napačnim signalom, češ da se umikamo nekako, češ da smo v nekem, ne bom rekla podrejenem položaju, ampak da smo pripravljeni na popuščanje, jaz mislim, da nekje privzgajamo pri naših otrocih nek ambivalenten odnos, ki ni samo, sicer ni samo enostranski, ampak je nek strah pred tem, kar si, in neko željo, da bi to bil, in potem se večkrat zgodi, da se umikajo za definicije, ki jih gotovo vsi poznamo. Jaz nisem Slovenec, rečejo, jaz sem zamejc. Jaz sem nekaj takega, kar je tukaj neka mešanica, neka posebnost. Dejansko moramo tudi temu pritrditi, da med mladimi v Sloveniji in med mladimi, ki živijo tukaj za mejo, so razlike, ampak te stvari bo treba premostiti, ker drugače jaz ne vidim bodočnosti, recimo. Tako da mislim, da moramo narediti več, da ne postane odnos naših mladih neke vrste umik, neke vrste prepuščanje teritorija, ne samo teritorija fizičnega, ampak prav psihološko prepuščanje. Tako. Profesor Pahor, še vi en komentar na to? Ja, torej, po mojem tu pogovor zelo kompleksen, torej gre za vprašanje izvora posameznika in koliko ima tega čuta pripadnosti oziroma koliko je bil ozaveščen v zvezi s tem že od mladih nog. Torej, če se tukaj analizira našo šolsko populacijo, tako podrobno gledam, lahko rečemo, da imamo zelo pestro druščino dijakov, ki so samo slovenskih družin, mešanih in samo italijanskih, pa celo tujih. Zdaj, zanimiva je primerjava med samo slovenskimi otroki in drugimi. In če so že naši otroci, torej, ki izhajajo samo slovenskih družin, zelo zvesti in nekje tudi sensibilni za jezik in za narodno zavest in to dejansko čutijo pri sebi, je zanimiva analiza tega fenomena oziroma dejstva pri tistih, ki so iz mešanih družin, kjer je torej mati Slovenka in oče Italijan ali pa obratno. Torej, zanimivo se tudi pri njih ustvari neka polarizacija na eno ali drugo stran in da se v končni fazi mlad odloča za tisto varianto, ki je zdaj očitno bližja. Se pravi, če je na slovenski šoli, izbere predvsem
slovenščino oziroma to slovensko pripadnost. Tako mi je rekla ena dijakinja izrecno, čeprav imam mamo Italijanko, torej moja duša živi za slovenski jezik, za slovensko skupnost, se čutim Slovenka in je kot da bi sicer ne zanikala svoje italijanske nekje krvi, ampak se čuti v njej ta dominantni vpliv slovenščine in slovenskega jezika in slovenske pripadnosti. Tako da to po eni strani, to je postane lepo, zanimivo, tudi po mojem v nekem smislu zasluga šole, da je to približala to ljubezen do jezika in do slovenske skupnosti, zelo naroda. Če smem nekaj dodati, je pa tudi po hodnikih slišim, ne samo po naših, ampak tudi na dvorišču, kjer so tudi vaši dijaki, da bom malo kritična, se pogovarjajo v italijanščini večkrat. In to je tudi, tako da ne samo hvalimo, ampak povemo tudi resnico, kar se tega tiče, kako je, da je to včasih tudi neprijetno, ker dejansko gre za slovensko šolo in pogovorni jezik postane italijanščina. Jaz včasih jih večkrat prekinem in jim rečem, prosim, da se pogovarjate v slovenščini in to včasih postane tudi neprijetno, ker kaj se dogaja? Je tako, kot me spominja malo na fašizem, ko so prisilili dijake, da so govorili v italijanščini. Po drugi strani, jaz mislim, da ni druge poti, da jih moramo opozarjati, ker dejansko se dogaja, da predvsem, kjer so dijaki iz italijanskih družin, da postane občevalni jezik italijanščina. Hvala lepa. Torej, zdaj jaz imam še nekaj vprašanj, ki bi jih spustil, zato ker se v bistvu smo jih že obdelali. Pa bi naredil tako, da bi zdaj postavil dve vprašanja, na katera prosim, če odgovorite vsi tri, potem pa bi dal besedo današnji publiki, če ima kaj za vprašati oziroma za pripomniti. Eno vprašanje je to, veliko vlogo mislim tako, da pri znanju slovenščine, pri uporabi slovenščine imajo izvenšolske dejavnosti, kulturne, glasbene, športne. Vi kot profesori slovenskega jezika, kako vidite, kako vplivajo te dejavnosti na znanje, na uporabo slovenskega jezika današnjih dijakov? To se konkretno odslikava pri pouku, udeležba na raznih izvenšolskih dejavnostih, bodisi skavtih, pevskih zborih, glasbenih šolah, kjer prihajajo v stik s sovrstniki in govorijo slovensko. Torej ja, to gre za praktično rabo in izrazje, ki ga ne omenjamo pri pouku, ki ni vezano na literaturo samo, torej širjenje besednega zaklada se odslikava pri pouku. Tukaj je potrebno omeniti, da bi bilo pomembno osveščati kulturne delavce, ki delajo z mladimi, za rabo knjižno-pogovornega jezika, ker namreč narečje je tisto, ki nudi toplino in ki je nek identitetni dejavnik. Ampak treba je to toplino nadomestiti oziroma videti tudi v knjižno-pogovornem jeziku, ker to je tisti manko, ki ga opažamo. Torej razkorak med knjižnim jezikom na eni strani in na drugi strani narečjem. Marsikdo se zateče v narečje v tem smislu, da se mladim bolj približa, da prav iz topline, z vidika topline. Torej, tukaj bi bilo treba na tem delati prihodnje malo več. Ja, ne vem, jaz ne poznam prav veliko, recimo, kako je z jezikom pri teh pošolskih dejavnostih, tako imam pa vtis, da recimo na glasbenem področju, morda je to samo občutek, da tam je stvar kar v redu. Potem, kar slišim, so nekatere recimo ekipe pri športu, kjer je pogovorni jezik italijanščina in to zaradi recimo velikega števila italijanskih igralcev ali soigralcev. Je pa tudi res, da sem prav pred kratkim prebrala v Primorskem dnevniku, da je predsednik Zveze športnih društev Italije
profesor Peterlin, izjavil, da se bodo stvari spremenile, kar me je zelo veselilo, in da bo verjetno, da se bodo potrudili v tem, da bodo skušali recimo uvajati neke vrste pripravljalne tečaje jezika ali nekaj podobnega, zdaj se ne spomnim natančno, ker je minilo nekaj časa, ko sem to prebrala, tako da bodo nekje omogočili tudi tistim, ki ne obvladajo slovenskega jezika, da se počasi temu prilagajajo, ker do zdaj tega, naprimer, tudi na Tržaškem, jaz govorim, recimo, ne poznam veliko, moram povedati, da govorim precej po občutku, ampak kolikor slišim, je to tudi pogost pojav na Tržaškem. In to me veseli, če bodo te stvari spremenili. No? Ja, jaz bi tukaj izredno poudaril predvsem delo, ki ga opravljajo naše organizacije po vaseh oziroma tudi v mestu, in sicer razni krožki, poleg društev, pevskih zborov in tako dalje, predvsem gledališke skupine, ki so čedalje bolj številne, tudi od Števerjana, Štandreža, same Gorice, tu imamo tudi nekaj kolegov, šolnikov, ki veliko prispevajo prav pri tem, da gojijo ta živ jezik med mladimi, zelo mladimi, ker jim širijo to ne samo jezikovno, ampak tudi gledališko kulturo in seveda tudi ta dar nastope. Moram reči, da delajo zelo hvalevredno delo in pri teh se tudi opazi večje poznavanje jezika, širši besedni obseg, torej besedni zaklad, medtem ko so javna občila pa ravno torej nasprotno, torej škodijo in krčijo ta obseg besed, ki jih uporabljajo naši dijaki. Tako da jaz bi izpostavil predvsem to delo, ki se upravlja na vaseh, oziroma predvsem na različne organizacije, in bi izredno pohvalil prav te gledališke skupine. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje. En vaš oseben nasvet za dijake, ma tudi za nas, ki smo bolj odrasli in starejši, za primerno gojenje slovenščine. Kaj svetujete recimo nekomu, da redno goji, zato da je njegov jezik pač na določeni ravni recimo zadovoljivi? Ne bom rekel odlični, ker to je treba biti že strokovnjaki ali kaj take, ampak tako, na eni zadovoljivi ravni. Predvsem raba brez bojazni, da narediš slovnično napako, da uporabiš napačen izraz, raba, samozavest, ker lepo govorijo slovensko in ne bojo na to ponosni. Mogoče, kot sem že danes večkrat omenila, širjenje s pomočjo člankov, poslušanja radija, televizije, da pride mimogrede kakšen nov izraz in seveda tudi branje. Ampak to kulturo branja imajo lepo privzgojeno. Jaz sem na tem prav navdušena in to splošno kulturno razgledanost. Ker recimo, če navedem en primer v Sloveniji, zdaj kako poteka matura. V Sloveniji se celo leto pripravljajo na maturo z analizo 2 literarnih del. Torej, konkretno letos je Ločil bom peno od valov in na drugi strani Ana Karenina primerjava. Torej, celo leto. Tukaj pa matura zahteva odslikavo splošno kulturnega znanja, torej so razmeroma ne vedo, kaj pričakujejo. Torej, imamo pred seboj splošno zelo dobro kulturno razgledane in literarno zgodovinsko razgledane dijake. Torej, mogoče samo urabite žive slovenščine, kar sem danes omenjala, da pride tudi stik s sovrstniki v Sloveniji. Profesorica Bratina organizira zdaj srečanje z dijaki iz Nove Gorice, mogoče tako, da mimogrede osvojijo kakšen nov izraz. Sicer pa jaz imam res samo občudovanje in pohvalo zanje. Ja, jaz bi v bistvu ponovila to, kar je rekla kolegica, ker predvsem prva stvar je strah pred jezikom, ki ga je dejansko treba odpraviti.
Potem je stik z živim jezikom in branje in stik s Slovenijo, ne? Tako da je pretok, ne? Da je nekaj, da prihajajo novosti in da se stvari recimo spreminjajo, tudi da rase jezik, ne? In da oni rasejo z jezikom. Tako, to je vse. Ni kake branje seveda. Ja, jaz bi izpostavil predvsem bralno kulturo. Branje ima res izrazit učinek in če se navežem na to, kar je rekla profesora Milinčeva, torej je naš problem tu pri naših dijakih predvsem ta, ne? Torej matura je popolna neznanka in mi se pripravljamo praktično čez paleto tekstov, ki bi lahko bili hipotetični maturitetni teksti, medtem ko so v Sloveniji že naprej določeni, ne? Se pravi, dijaki morajo brati vse in nič. To pa po eni strani ne morejo, ker seveda je branje 50-60 tekstov čez torej v celotnem šolskem letu praktično nemogoče, ne? Se pravi, oni berijo odlomke. Brati odlomke je zelo reduktivno, ne? Ampak vseeno, morajo brati zato, da imajo neko izhodišče, zato, da potem ta tekst lahko interpretirajo. Jaz sem jim za izboljšanje jezika vedno priporočal predvsem kvalitetno branje. Branje predvsem vsega tega, kar je umetniškega in neumetniškega, ampak seveda tisto, kar je neumetniškega, mora biti tudi primerno lektoriranega, ne? Torej recimo sobotna priloga dela in imajo zelo kvalitetne prispevke. In mislim, da je to ključ do znanja in predvsem neka skromnost, priznavanje svojih napak, dopusti, da ti pogledam, ne, v tekst in da ti ga popravim, torej zavedaj se, ne, da je tvoje znanje šibko oziroma da potrebuješ pomoč in dobro, sprejmite napake, ne pa da tako, imaš nek odklonilen odnos, ne, češ jaz se vem, se znam, ne, torej po mojem to predvsem ključ do dobrega poznavanja jezika, predvsem bralne izkušnje. Če bi še nekaj dodala, verjetno je pomembno tudi to, da jih naučimo, da posegajo po kvalitetnih jezikovnih pripomočkih, ki so na razpolago danes, tudi spletni in imajo veliko, lahko so dosegljivi z veliko lahkoto in lahko tudi recimo včasih si imel fizično slovarje, ne, in si bil malo len in torej tega nisi naredil, danes tipkaš in pogledaš, kako se piše neka določena beseda, zakaj in kako. In torej s privajanjem tudi na take vrste iskanje se izognemo marsičemu lahko in to je hitra dejavnost, ne zahteva veliko časa. Ne zahteva, to je en tak zelo praktičen nasvet. Sej, jaz ne vem, jaz govorim zase, jaz večkrat pogledam, če imam dvom. Na ta način se človek tudi nauči stvari, ne? Ne rasejo za vsakim zeljnikom, se jih je treba naučiti. Včasih si jih ne zapomniš, potem si jih zapomniš drugič in tako dalje. In če jih privajamo na ta način, jaz mislim, da bodo marsikatero napako odpravili mimo grede, brez težav. Torej, hvala lepa vsem trem. Mislim, da je bil pogovor zanimiv. In zdaj bi predal besedo publiki, če ima kakšno vprašanje, kakšno sugestijo, kakšen predlog, seveda let razbija zmeraj gospod Damjan Pavlin, za kateremu seveda se mu zahvaljujemo, ker ni lahko. Jaz bi se začel s tem zadnjim vprašanjem oziroma pred zadnjim, kako šola sodeluje z okolico, kjer je, kako so dijaki prisotni pri naših kulturnih društvih, pri športnih društvih, kako lahko ta društva lahko prispevajo k temu, da izboljšajo otroci lahko tudi slovenski jezik. Jaz mislim, da tega sodelovanja je še zadovoljivo na osnovnih šolah, na srednjih šolah je veliko manj in pol na višjih se to še zreducira. Tudi zato, ker na višje šole prihajajo
dijaki iz cele province in še izven province in Slovenije in tako naprej. Zato je to je veliko, jaz razumem, da je to veliko težje. Torej, vi ste prej omenila, da problem je predvsem mladina, ki se ukvarja športom, ne? Jaz sem slišal, torej to... Rekla, da govorim po občutku. Ne, imate prav, imate popolnoma prav. Ne, imate popolnoma prav. Jaz se strinjam z vami, tudi s profesorom Peterlinom, ki se poznava že dosti let in smo večkrat o tem diskutirali. On vedno to zagovarja, vedno vztraja pri tem že 10 let, ki to ni od včeraj. Ja, zdaj je govoril konkretno o nekih tečajih. Tako. In to je problem. Na drugi strani opažamo tudi, recimo prav v teh prostorih so za otroke gledališke predstave, recimo Mali Polžak, Velik Polžak, to je vrtec in osnovna šola. Že pri srednji šoli se tega ne da organizirati. Mi smo začeli tudi za srednjo šolo, tudi za višjo. Kolikokrat sem jaz bil pri ravnateljici, ne bom imel kateri, in me je vedno nakrula, da kaj predlagamo nekaj, kaj vozimo dijake, ni rekla prav zgubljati čas, ampak skoraj podobno. Torej, srednja šola je bila, so bile prireditve, ki so bile namenjene, niso prav za tista leta, ki so najtežja verjetno, srednja šola je vedno nekaj umestnega med nižjo in višjo in so leta pač taka. Ampak je bila odklonilna od strani profesorjev prek od dijakov in od ravnateljice tudi. In profesori, ki so jih spremljali, so jih pripeljali noter, so se primili, so šli ven kaditi na dvorišče in niso ostali v dvorani. To gotovo ni bil najboljši zgled za te dijake. Torej, zato mislim, da tukaj ta odnos bi bilo treba ga malo analizirati, poglobiti, pospešiti, kajti to je pomembno za šolo in je pomembno za skupnost, za naša društva, za naše organizacije, za športne, za kulturne, rekreativne, tiste, ki so, da to sodelovanje je prisotno, to je zame bistveno. Torej, drugič, vi ste rekla prej v začetku, da vem, če sem slabo razumel, da tisti, ki uporabljajo dialekt, se pozna. V smislu, da en Italijan se nauči takoj slovenščino in zna slovenščino. Tisti, ki pa govori doma dialekt in pri nas otroci, predvsem tisti, ki prihajajo iz vasi, uporabljajo dialekt. Mislim, da dialekt je eno bogatstvo. Zato, ne vem, morda sem zravno razumel. Narobe razumljena. Verjetno se bojim, da sem bila narobe razumljena. Še eno vprašanje. Vi mislite, da, razen seveda tukaj prisotni so izključeni iz tega, da je profesorski oziroma učiteljski kader dovolj ustrezen oziroma izobražen oziroma sposoben za te nove izzive, za te nove zahteve. Stalno nekaj novega dogaja na šolskem področju, reforme, večkrat prinašajo bolj slabše, kot je bilo prej, da je profesorski kader oziroma učiteljski kader dovolj izobražen oziroma dovolj pripravljen, da sprejema te novosti in da motivira tudi učence, dijake, da pač se vključijo bolj aktivno v ta šolski ambient. Jaz se spomnim, pred leti je bila na višjih šolah, na srednjih, ena, ki je poučevala slovenščino, ne vem, kakšen jezik, ki sploh ni znala slovenščine. Torej so bili tudi taki dogodki, se mi zdi, že na naših slovenskih šolah. Jaz mislim, da to absolutno bi morali preprečiti, ampak očitno birokracija v Italiji je tista, ki je, zakoni so tisti, ki so in zato se to ne dogaja. Četrto kratko vprašanje. Na slovenskih šolah bo tudi kot na drugih šolah bo vedno več dijakov, učencev drugačnih jezikov, drugačnih narodnosti, drugačnih navad, kultur, verstev, s temi preseljevanji narodov, ki so v tem zadnjem obdobju zelo prisotni, bo to vedno bolj akutno to vprašanje. In zato tukaj se postavlja vedno bolj problem
narodnostne zavednosti, ne? Če so naši otroci dovolj narodno zavedni? Jaz mislim, da ne. Naj najprej odgovorim na to. Mogoče bojim se, da sem bila narobe razumljena. Narečje je največje bogatstvo jezika. Narečje je od nas vseh prvi jezik. Tudi jaz, ko grem v svojo domačo vas, govorim narečno. Želela sem izpostaviti to, da dober govorec loči, kdaj bo uporabljal narečje in kdaj drugo zvrst. Mogoče, kar je bilo narobe razumljeno, je to, da je včasih težje odpraviti v odrasli dobi, ko želimo govoriti knjižno, kakšen narečen izraz, kot če smo se jezika učili kar v začetku knjižno. To je bilo tisto, kar sem... Sicer pa je narečje ima identitetno vlogo in je zaradi tega temeljno. Ni knjižni jezik tisti, ki nosi identiteto, narodno pripadnost. Narečje je tisto. Absolutno, mislim, zelo bi bila žalostna, če bi bila narobe razumljena. Sicer pa na to drugo vprašanje, s kakšnimi težavami se učitelji soočajo zaradi heterogenosti, težko je ustreči obema poloma, torej zelo stremljivim dijakom z zelo dobrim znanjem slovenščine in na drugi strani z nekom, ki ima res šibko. Komu ustreči? Težko obema. Marsikdaj učitelja zavede in dela s tistimi najboljšimi in potem opazi, da ima na drugi strani dijake, ki s težavo sledijo. Torej, ta preskok je zelo težak in vsak dan izziv za vsakega profesorja. Torej, mogoče pomoč tem dijakom šibkejšim v poletnem času, v okviru kakšnih delavnic, ker gre za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika, je poseben sistem poučevanja. Ne gre posebna znanja, poseben sistem. Torej, je nemogoče vključiti v redno delo, pravzaprav, ne? Težko. Torej, pripravljalni tečaji bi bili verjetno zelo dobrodošli. Še nekaj, kar se tiče narečja, če smem, tako jaz sem večkrat premišljevala, da je dejansko narečje neka osnova, ne, s katero se človek identificira. Ampak narečje, ki ga danes govorijo mladi, ni več tisto, kot je bilo nekoč. Kar pomeni, da nimajo več iste osnove, kot so jo nekoč imeli. To sami občutimo, ne. In torej, če gre za narečje, ki je nekako, ima neko narečno osnovo, ampak ima tudi precej značilnosti sosednjega jezika, potem takem smo pred velikim problemom, ker dejansko potem ne ločujejo več obeh jezikov, ne. Tako da to je velik problem in na tak način, nažalost, tudi včasih pišejo, vsaj s to strukturo jo prenašajo, ne. In to je problem dejansko. Jaz bi skušal odgovoriti na ostala tri vprašanja, torej sodelovanje z društvi, tukaj sicer jaz nisem ne vem kako doma, na vsak način je po eni strani normalno, da se sodelovanje z društvi z leti manjša, tudi zato, ker je ponudba društev za visoke oziroma za srednje oziroma višje šole manjša kot za osnovno šolo, ne? Po logiki, to, kar jaz tako registriram iz našega tukaj družbenega konteksta. Zdaj, če se spet omejim na gledališka združenja, krožke, skupine, kako se že imenujejo, je to sodelovanje dejansko bilo in sicer štandreškim društvom, ki je uprizorilo takrat Belkovo delo Plametin Čedermac v tej zasedbi lokalnih, zelo kvalitetnih igralcev. Moram reči, da smo se te pobude z veseljem udeležili in tudi o predstavi uživali, tudi zato, ker je bila režirana in odigrana dokaj kvalitetno, ne. Za ostalo, gotovo, da imate deloma tudi prav, po drugi strani nudimo kot šola toliko različnih pobud in udeležb na raznih pobudah, ki jih nudi dežela, provinca oziroma sama država in tukaj lokalna skupnost, da seveda je potem sprejemanje dodatnih obveznosti težka, ne, oziroma
problematično. Glede pripravljenosti profesorjev, imate prav, glede samih izzivov, gotovo, da, ki jih ponuja sodobna tehnologija, novi načini učenja, nove metodologije, gotovo, da so v prednosti profesori mlajše generacije, ki so s tem že zrasli, ki so torej obiskovali tudi tečaje v tem smislu in dijakom predstavljajo snov na modern način s pomočjo spleta, s pomočjo interaktivnih tisih. Vse to delamo tudi mi, ampak recimo imamo nekatere, ki so s tem zrasli in gotovo, da so v tem doma. Po drugi strani tudi država organizira tečaje, s katerimi smo, pomočjo katerih se tudi mi izpopolnjujemo in tako sledimo temu trendu časa. Tako da to moram poudariti, da Ministrstvo za šolstvo zelo skrbi za to, da bi bila ta šolska populacija izobražena v tem smislu. Zdaj, kar se tiče izzivov zaradi priseljencev in zaradi vse večjih prilivov, torej dijakov iz tudi neslovenskih oziroma neitalijanskih družin. Tukaj sem ravno te dni bral eno študijo profesorice Suzy Pertot iz IRSAE, ki je obdelala ta aspekt medkulturnosti in multikulturnosti naše specifike tu, na katere mora italijanska država s svojimi ukrepi oziroma svojimi prilagajanji nekako reagirati, o tem ni dvoma. Po drugi strani lahko rečemo, da smo mi kot slovenska šola s slovenskim učenjem jezikov v Italiji malce razbremenjeni tega, ker se ti dijaki, se ti šolari iz neitalijanskih, neslovenskih družin upisujejo raje na italijanske šole, tako da mi še nismo tako pod udarom tega, kot italijanske. To recimo italijanske šole v Tržiču imajo seveda dosti večje težave, kot jih imamo mi tukaj na Goriškem. Ja, jaz se letos soočam s to težavo in dejansko je težava, ker dijaki se vključujejo po italijanskem šolskem sistemu, imajo vso pravico, se vključujejo v razrede, ne da bi poznali ne slovenščine in tudi ne italijanščine, na primer. In zdaj, če gre na primer za Srbe ali za Makedonce, je to lažje, nekoliko lažje, drugače pa je stvar, je težko. In skušamo jim dajati, nekateri so polni dobre volje in tudi nadoknadijo, če želijo, to nadoknadijo, seveda z branjem, s dodatnim čtivom, zdaj imajo tiste podporne dejavnosti dopolnilne in na nek način nekaj nadoknadijo, vsega ne bodo nikoli. In seveda obstaja težava v tem, da so nekateri dijaki zaradi tega tudi nekoliko prikrajšani, ker so tisti, ki bi hitreje napredovali in včasih to predstavlja neke vrste oviro, to, kar se tiče samo kot imamo tudi mi nekaj teh slučajev, na srečo, za zdaj jih je še zelo malo, na srečo pravim ne zaradi njih, ker je lepo, da se upisujejo k nam in tako dalje, ampak ker nam dejansko, ker so to prvi primeri, povzročajo še težave in se s temi težavami moramo soočati. In še en dodatek, kar se tiče gledališča, naši dijaki obeh polov imajo gledališki abonma in obiskujejo gledališče, nekateri na predstave jih je treba seveda pripravljati, treba jim je tudi nuditi način, da zrasejo ob tem, da nekako znajo kritično pogledati na neko določeno predstavo. Recimo, jaz sem začela z enim preprostim trikom in rečem, poslušajte, vi greste tja in si zapisujete svoje vtise, kratke, samo eno besedo, na primer, mi ni bilo všeč, kako je bil oblečen, ali pa mi ni bilo všeč, ker je bil predolgo na odru, ali pa mi je bilo všeč, ker je lepo pel in tako dalje. In potem doma iz tega napišejo neko čisto svoje osebno mnenje, ki včasih se recimo izoblikuje že v neko pravo utemeljeno kritiko neke predstave. To sem začela pred kratkim, ker sem se zavedala, da se drugače omejujejo, bodisi pri gledališču, kakor pri drugem, tudi pri branju knjig, na tiste splošne, ki so utesnjevalne floskule, recimo knjiga mi je bila všeč, ker predstava mi je bila všeč, ker in tako dalje, in ne dodajo stvari ničesar svojega. Zelo pomembno je, da imajo svoj pristop do stvari. Zelo pomembno.
Sam kot duhovnik se srečujem z naslednjimi vprašanji v zvezi z jezikom slovenskim. Prihajam iz slovenskega prostora, sem pa 3 leta tukaj, delujem od Štandreža do Vrha, te vasi tukaj. To se pravi Štandrež, Sovodnje, Gabrije, Pečru pa Vrh Sveti Mihael. Če zniža nekoliko nivo iz vašega srednjega, višje srednje šole, na osnovno šolo in na prvo nižjo srednjo šolo, opazuje naslednje težave. Prvič, večkrat naredim kakšen poskus tudi pri nedeljskih pridigah. Ste slišali, vam doma povedo kakšno pravljico. In enkrat je bilo prav tako zanimivo, smešno, žalostno. Cela klop je naredila tako. To se pravi, mislim, da je tukaj eden ključnih problemov. Pravljice. Ne vem, koliko so še navzoče v teh letih. Jaz imam izkustvo, ko sem hodil domov, prihajam iz sosednje Vrtojbe, tukaj čez mejo, sem mojim nečakom in pranečakom vedno pripovedoval pravljice, ker so me čakali, da kot pridem domov kot duhovnik, da jim povem kakšno pravljico. Stric, povej kakšno pravljico. In sem se jih moral izmišljati. Sem pobrskal po grški, pač zgodovini in tako, ampak marsikaj je nastajalo. To je en problem. Drugi problem je naglasi. Naglasi, ko imam jaz opravka z otroci, ko berijo prošnje ali pa v srednji šoli berila, res gre za cerkveni jezik, je nekoliko izven vsakdanjega jezika, ampak ta jezik vidim, da ne poznajo, torej vplivajo italijanski naglasi, ne? Recimo Noe, Noeta, ne rečejo, ne Noeta, ali pa Adam, Adama, Adama in tako naprej. Hočem reči, tukaj je treba veliko delati na tem branju pravilno slovenskih izrazov. Tretji tak moj pomislek je, besedni zaklad je šibak. Zdi se mi, da premalo berejo na teh ravneh 2 omenjenih, zato ne poznajo določenih besed. Ne? Recimo pravičnost jim je tuja beseda, skoraj. Jaz vprašam vedno, si razumel, kar si prebral? In velikokrat rečejo ne. Torej, mislim, jaz na tej ravni opazujem te probleme. Zdi se mi, da potem, ko se otroci igrajo med seboj, imamo tudi verouk, pa v odmorih se igrajo, lažje in bolj radi se igrajo v italijanskih izrazih igre, kakor v slovenskih izrazih. Hvala lepa. Na to zadnje bi lahko jaz odgovorila. Dejansko, recimo, ko se igrajo ali igrajo nogomet ali kako tako igro, naši otroci so preplavljeni z športom, ki ga nudi Italija, ne? In imajo tudi vzore tam, svoje vzore. Oni gledajo tekme, imajo svojo nogometno ekipo in vse te stvari vplivajo na nje in seveda se pogovarjajo o rezultatih, o tem, o onem, in ker imajo mediji velik vpliv na nje, je to samo po sebi umevno. Zdaj, seveda, slovenski šport vpliva veliko manj, ne, na naše otroke, kakor italijanski. Recimo imamo nekatere športnike, ki izstopajo, naprimer, pri smučanju ali pa kjerkoli drugje, in tam imamo morda še nekaj uspeha, ampak recimo, kar se tiče nogometa, ki je zelo razširjen, ne, jaz ne poznam, govorim tako po občutku, je verjetno velika težava prav v tem. Tako da je zelo težko, ne, to je kakor da bi plavali skoraj proti toku, ker je to zelo močno. Je večinski narod, ki dejansko nekje skoraj vsiljuje to svojo kulturo, športno kulturo. Ne. Se celo enačijo, smo zmagali, smo izgubili, Italija je zmagala in potem rečejo, smo zmagali. Ne.
in tako dalje. To se pravi, da to so recimo vzorci, ki jih tudi spijejo že doma, ker zelo pomembna je vzgoja tudi v družini, predvsem in veliko bolj verjetno kot v šoli, ne? Ker potem je že marsikaj zgrajenega. Tako. Tukaj samo še nekaj dodal, torej na vašo pripombo ni možno drugače odgovoriti kakor pritrdilno, ker je to čista realnost. Ne samo, da ne poznajo pravljic, ne poznajo niti ljudske literature. Recimo, to je eno tako osiromašenje, ki ga opažam oziroma s katerim se soočam že desetletja. To pomeni, da to ni problem samo te generacije dijakov, ampak že tiste prejšnje oziroma njihovih staršev, ker sem jaz učil že njihove starše v bistvu, ne, že takrat je bilo pomanjkanje poznavanja te naše ljudske literature. Danes recimo sem prišel v razred, sem jim rekel na glas, črno kravo molzo našo Gregor žene vlok na pašo, črn pastirin pogonič, ne boji se volka nič. So me gledali debelo, ne? Kaj govorim, ne? Sego, niste nikoli slišali to, to je Fran Levstik, ne? To so pesmi za mladino, za otroke, to smo mi slišali vsak dan. Petje matere, ki je pela pesmi iz naše ljudske zakladnice, napeven, pojdemo rute, kam tam čez jezero, to je za nje popoln tabu. To je treba praktično začeti od samega začetka, ne? To ni kaj, ne? Če so dobili to v redu in seveda s tem povezana je tudi situacija na področju jezika, to, kar ste rekli, da je zelo veliko osiromašenja, oziroma da je obseg znanja jezika zelo skromen, je tudi kruta realnost. Danes sem prišel zopet, razli sem rekel, gledajte, problem, ki ga obravnava Zola, je tudi zvodništvo. So me gledali, malo da vedo, kaj je ta izraz. Tip je imel veliko ovaduhov, kaj je to za ovaduh? Sem tudi razlagal, kaj pomeni ovaduh. Torej, krčenje besednega zaklada je nekaj običajnega in to ne mine ura, da ne zvedo 5-6 novih izrazov, čeprav imamo dijaki, ki jih že veliko poznajo, ne? Tako? Bernard. Se veliko danes govori o zamejstvu, o jeziku, ne, na tisti način, ki mislim tukaj vi ste drugače se stvari lotili, ne, to se pravi, da jezik ni samo poznanje slovenščine, ampak je tudi neka čustvena, občutek neke čustvene pripadnosti, tisto, kar smo po starem rekli, narodna zavednost, ne, tisto manjka in bi pripomnil, ne, da stik z dogajanjem v Sloveniji nas ne bo daleč pripeljal, ker tam se mi zdi, da narodna zavednost v tem smislu je še veliko nižja, ne, in me ne čudi, če recimo slovenski dijaki zamejci niso nekih slovenskih knjig, recimo, da so se tožili, da je tam neka balkanizacija. Seveda, to ni naš problem, ne, v Sloveniji pa je to prisotnost bosanske, srbske, angleške, ne vem kaj še vsega, veliko več kot tukaj pri nas. To se pravi, da ne bomo daleč prišli, če bomo samo upali, da s tem pretokom med zamejstvom in z matično domovino bomo narodno zavest dvigali. Jaz mislim, da bi morali naši profesori, ne samo slovenščine, vsi profesori, to je veliko več podarjati neko simbologijo, ki se pozablja, neko kaj jaz vem, zastavo, zgodovino, Lojzeta Bratuža, ne vem, te stvari, ki so za nas osnova, ne, za neko narodno zavednost, ki ne vem, koliko bomo kaj dosegli, ker svet gre čisto v neko drugo smer. In samo še nekaj bi priporočil profesorjem slovenščine, dajte učiti tudi malo dijake pisati po slovensko, ne? Ker govoriti že znajo, ampak pisati je pa žalostno. Če morajo napisati eno kratko poročilo o katerikoli stvari, se kar hitro zgubijo. Če navežem na primerjavo z dijaki v Sloveniji in profesorji v Sloveniji, ker sem to raziskavo delala,
bistveno manjša narodna pripadnost, slovenska narodna pripadnost je med dijaki v Sloveniji in profesorji v Sloveniji kot primerjalno dijaki slovenskih šol v Italiji in ravno tako profesori. Odstotkovno velika razlika in tudi doživela sem precejšen odpor do tega vprašanja v Sloveniji, do vprašanja narodne pripadnosti. Če pogledamo celo na slovenščino v znanosti, da kam smo prišli, višje je točkovan prispevek, ki jo izide v tujem jeziku, o slovenščini, kot konkretno, da bi bil napisan v slovenščini. Pustimo druge znanosti, kemijo, fiziko, v redu, razumem, da mora biti primerjalno mednarodno, ampak članek o slovenščini v tujem jeziku, in to je realnost. Ravno tako razni simpoziji in kongresi marsikdaj potekajo v tujem jeziku, pa o slovenski književnosti recimo. Ja, in med dijaki v Sloveniji je precej prisoten sleng. Tukaj dijake sprašujem, imate svoj sleng? Seveda ga imajo, ampak gre za neko mešanico, mogoče svojo interno, vsak mladostnik ali pa neka skupina oblikuje svoj jezik, ki traja določeno obdobje, potem se menja, sleng je zelo hitro spremljiv, ampak v Sloveniji je pa sleng med dijaki zelo prisoten, verjetno vsi veste, precej anglizmov je, ja, in tudi balkanizmov, ja, ko smo govorimo ravno o tem. Ravno ta knjiga, zdaj, če konkretno omenim, za Cankarjevo tekmovanje je bila knjiga Jugoslavija, moja dežela, in moram reči, da sem imela kar težave nekatere dijake, bilo pritegniti k tej knjigi, da bi jo prebrali in da bi tekmovali. Pa tiste dijake, ki so jezikovno zelo vešči, ki bi imeli velike možnosti, recimo, doseči dober rezultat, jih je knjiga prav zaradi tega besedišča odvrnila. Na drugi strani je pa ravno ta knjiga med najbolj izposojenimi v knjižnici in zelo, zelo priljubljena. Ne? Ja. Dodati, kar se tiče tega, da recimo pretok Slovenijo ni ravno najbolj priporočljiv, bi jaz rekla, da nimamo druge izbire, da je nimamo. Zato, ker po eni strani so velike razlike med nami in njimi in te razlike je seveda zarezala meja in drugačen politični sistem in tako dalje, nismo rasli praktično skupaj. Samo mi s tem, da se zapremo nekako v svojo zamejskost, enostavno ne bomo zrasli, enostavno ne bomo napredovali. Nimamo prav dobesedno, po mojem mnenju, nimamo druge izbire. Izbiro bi imeli tudi v tem, da bi, seveda nimamo take moči, ampak da bi poskušali prav s temi stiki, ki bi jih gojili na ravni prav morda otrok, morda mladih, malo starejših, da bi poskušali privajati tudi njih na nas, ker tudi zanje smo nek tujek in oni so za nas tujek, to vemo vsi, pravzaprav, ampak edina stvar je ta, po mojem, dejansko ne vidim druge izbire, da imajo oni drugačne vrednote od naših in da imajo naši drugačne vrednote, o tem ni nobenega dvoma. Samo, zdaj, kam naj se mi obrnemo? Ostanemo zamejci, povemo, da smo samo zamejci, da nismo nič drugega, po mojem je to nekje žalostni konec. Simbolna raven jezika je tista, ki jo jaz vedno poudarjam. Prav tudi pri svojem pouku in povsod samo opažam, da pri nekaterih ne zaleže več, nekako jih stvar ne pritegne, je ne razumejo in tako dalje. In torej je potrebno veliko potrpljenja, veliko razlage in počasi napredovati v neki skupni smeri. Drugače jaz rezultatov ne vidim. Prav dejansko jih ne vidim, ker nimamo kam. Smo kot da bi bili zaprti nekje, ne? Nimamo izhoda. Samo še nekaj bi dodal v zvezi s tem, kar je rekel Bernard, torej, da ne znajo pisati določenih preprostih tekstov je res, ker
so marsikdaj funkcionalno nepismeni in torej imajo težave pri sestavljanju prošenj, pri sestavljanju poročil, zapisnikov. To bi jim morali nekako posredovati že v srednji šoli in potem, ker tudi dejansko predstavijo na prošnjo ali za zborovanje, so določene napake v tem je res, so marsikdaj pomanjkljivi. Glede narodne zavesti je res to, kar rekla tudi kolegica Milinčeva, da moramo mi zamejci učiti naše slovenske sorojake v matični Sloveniji, kaj pomeni narodna zavest, torej kriva, da je prišlo do te situacije sama matica, da je ta zavest, še posebno v Sloveniji, tako ohlapna, je seveda dolgotrajna posledica zgrešene politike, ki je bila vodena že pred leto 45 in še posebno po letu 45 v Sloveniji, ko se ni nič polagalo na to državotvorno politiko oziroma občutek državotvornosti, ki jo imamo Slovenci že od stare Karantanje dalje, tako da se čutimo res kot samostojen, avtonomen narod, ki je imel včasih svojo državo. Ta občutek državotvornosti je potem spodbijala še posebno po drugi svetovni vojni jugoslovanska politika in to, da se zdaj nahajamo v tem položaju, je posledica vsega tega. Tista generacija, ki je vodila politiko po vojni, je dala na svet tiste otroke, ki zdaj vodijo Slovenijo, in če prej niso bili seveda narodozavedni tisti, ki so vodili narod, torej po letu 45 tudi tisti, ki ga zdaj le vodijo, niso. Tako da je, kar se tega tiče, opozarjal tudi marsikateri sociolog v Sloveniji in tudi vsiljevanje, kot je rekla kolegica Milinčeva, angleščine na vseh raneh. Na to je opozarjal tudi dr. Paternu, ki se je zavzemal za to, da bi na univerzi angleščina ne spodrivala slovenščine, torej, kot vidite, gre vse v to smer, da postajamo čedalje bolj internacionalisti in čedalje manj Slovenci. Hvala lepa. Jaz mislim, da snovi vprašanj, izhodišč, izzivov za nadaljne razmišljanje o tem, kaj nam pomeni slovenščina, kako se jo učimo v naši slovenski šoli, je bilo danes predstavljenih kar nekaj. Jaz se vsem trem predavateljem iskreno zahvaljujem za lep večer, vsaj jaz sem ga tako doživel, upam, da tudi prisotno občinstvo. Mislim, da smo s tem večerom tudi nekako obeležili pomen Dneva slovenske kulture, ki ga bomo praznovali čez kakšen dan. Mislim, da je bilo argumentov kar nekaj, da se lahko ob tem dnevu zamislimo o našem jeziku in o naši narodni identiteti in o naši šoli. Da ne gre mimo le tako s kakšno proslavo in s kakšnim koncertom, ampak da se tudi resno vprašamo o tem. Jaz se vsem zahvaljujem. Naslednji teden srečanj pod Lipami ne bo, ker je dan slovenske kulture in letos nažalost je taka prilika, da je povezana s pustom, kjer tudi so določene dogodki in zabave. Bo pa čez 14 dni, bo med nami. 11. februarja se pa začujem. Zaključiti. Ja, 11. februarja bo pač tak bolj glasbeno risan večer. Bosta nastopala Tamara Staneze, sopran, in na klavirju Tomaž Semčič. Večer bomo nekako povezali tudi z Dnevom slovenske kulture in bo posvečen Lojzetu Bratožu, bojo tudi nekaj novosti izvajali. Tako, vljudno vabljeni. Kot običajno vas povabimo zdaj v sosednje prostore, da še malček poklepetamo skupaj. Lep večer.